Razlika med ciljem in navado. Še dobro, dam ta fancy intro. Novo leto je tu in vsi smo polni novih zaobljub, ne? Kaj vse bomo to leto delali. Lepši bom, bolj bom shujšal, več bom spal, prej bom hodil spat, več sem družil, več prostega časa bom imel. Pri tej temi pa bi jaz rad odprl eno vprašanje glede razlik med ciljem in pa navado. Namreč mi velikokrat se osredotočamo na te stvari kot nekaj s ciljem. To želim doseči, to želim doseči, to želim doseči. Neke mejnike. Cilji so ok, ampak so nekako samo kratkotrajna sprememba. Če dosežem neki cilj, neke spremembe, sem opravil neki projekt. Nekaj sem začel in nekaj sem zaključil. Prišel sem do konca nečesa. To je načeloma ok, ker tudi v tem času nekaj dosežeš, nekaj spremeniš. Ampak problem je, ko dosežek tega cilja ne spremeni vrednote osebe. Primer. Ena študija je bila narejena, kjer so 1000 udeležencev testirali, kako uspešni so v hujšanju. Testirali so jih tekom 2 let in po 2 letih je njihova uspešnost shujšanja bila 0%. Od 1000 udeležencev nobenemu ni uspelo. Enim je uspelo za 1 leto, enim je uspelo za 3 mesece, ampak na koncu čez 2 leti so vsi prišli nazaj na isto težo. Zakaj? Fora je v tem, zato ker če si mi zadamo neke cilje, velikokrat s tem ne spremenimo svojih notranjih vrednot, ampak samo dosežemo ta cilj, ampak naša osebnost, naše vrednote ostanejo iste. To seveda ne pomeni, da niso tam zunaj ljudje, ki shujšajo tudi po celotno življenje, ampak kaj morajo narediti je, da spremenijo svoje vrednote. Oni morajo postati druga oseba. Socialni krog moraš menjati, svojo rutino menjati, sebe moraš celoti do vrednot spremeniti. Kaj potem na začetku omenjam navade? Zato, ker se mi zdi, da navade so eden najboljših načinov, kak resnično spreminjati svoje vrednote. Zdi se mi, da neka dolgotrajna sprememba ne prije s tem, ko mi si rečemo, jutri pa to naredil, jutri bom pa se zgodaj vstal. Tudi če nam jutri uspe se zgodaj vstati, mi moramo se zgodaj vstati vsaj 60krat, prednje to nam postane navada. Kar hočem vsem tem povedati je, da pustite cilje za seboj in se letos raje osredotočite na to, kere nove navade boste tekom leta pridobili. Ker po mojem mnenju sprememba ne pride v nekih velikih momentih, ki odločajo in spremenijo vse, kjer bomo rekli, jutri pa res, jutri sem pa nova oseba. Ne. Sprememba prije v vsak dano, sprememba prije v tistih malih momentih, kjer naredimo 1000 odločitev, ki so totalno nezavestne čez dan. Sprememba pride, ko ne opazimo. Sprememba prije, ko se čez 1 leto ozremo nazaj in si rečemo, wow, tega pa ne delam več. Kjere navade se boste vi na novo letos lotili? Kaj bo oseba, ki ste vi čez 1 leto delala, kar oseba, ki ste vi danes še ne dela? Napišite, komentirajte, pa vso srečo pri zdravih navadah.